Pozdravljeni. Župan Danijel Vrbnjak je minuli petek v imenu občine Ormož z gasilci podpisal pogodbo o opravljanju gasilske javne službe v občini Ormož za leto 2023. Običajen znesek, ki ga občina namenja gasilcem, so letos zvišali za 10%. Pogodbo o opravljanju gasilske javne službe v občini Ormož za leto 2023 so razen župana podpisali predsedniki vseh 15 prostovoljnih društev v Gasilski zvezi Ormož in predsednik Gasilske zveze Ormož. Prisotni so bili tudi nekateri poveljniki in ostali predstavniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev v občini. Župan Danijel Vrbnjak se je vsem gasilcem zahvalil za požrtvovalno delo, z velikim razumevanjem gasilskega poslanstva, saj je tudi sam gasilec. Pred nastopom županske funkcije pa je bil tudi predsednik prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu. Pred svečanim podpisom pogodb je povedal. Zdaj, občina Ormož se nekako tudi trude, da zagotavljamo letno sredstva, kot smo se dogovorili, da izpolnjujemo vse tiste plane, ki smo si jih zadali okrog nabave opreme, vseh vozil, tudi konec koncev financiranja novogradenj gasilskih domov, kot tudi nadgradenj samih gasilskih domov, kot tudi za delovanje same gasilske zveze. Zdaj, v letu 2023 bomo takoj iz občinskega proračuna namenili skupno 330 786 evrov. Če na hitro mogoče samo po postavkah, to se pravi za samo delovanje Gasilske zveze Ormož, torej z vsemi stroški poslovanja, tekmovanje, izobraževanje, zdravniškimi preglede, bo se pravi dano 59 480 evrov, za delovanje 15 prostovoljnih gasilskih društev namenjamo 46 970 evrov, potem za zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja v vrednosti 16 020 evrov, vzdrževanje in popravilo gasilskih vozil in opreme 13 310 evrov, sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme 130 000 evrov, sofinanciranje gradenj in obnov gasilskih domov 62 306 evrov in pa za refundacije plač v času zadržanosti gasilcev 2700 evrov. Zdaj, ker se zavedamo, da je bila rast samih stroškov oziroma se zaradi takšnih in drugih situacij tudi to dogaja pri delovanju samih prostovoljnih gasilskih društev, konec koncev tudi delovanja Gasilske zveze, kot tudi pri nabavi nove opreme, smo prišli nasproti z ublažitvijo teh stroškov na določenih postavkah namenjamo, se pravi 10% več sredstev kot preteklo leto. Jaz verjamem, da ne zadosti za vso vaše delovanje, potrebe, ampak verjamem, da z neko skupno roko, z skupno sodelovanjem pa lahko tudi ta znesek nekaj pomaga pri nabavi same opreme, ki konec koncev pomaga kasneje vsem občankam in občanom pri vašem tistem plemenitem delu. Svečan podpis pogodbe je bil za gasilce pomemben dogodek, saj jim občinska sredstva zagotavljajo velik delež za potrebe nemotenega delovanja. Danes je za nas pomemben dan, kajti podpišemo pogodbo o izvajanju javne gasilske službe za leto 2024. S to pogodbo se zavežemo, da bomo opravljali gasilsko službo na območju občine Ormož. Prav tako pa se občina zaveže, da s svojimi obveznostmi, se pravi s financami, to našo prostovoljno delo oplemeniti in nam daje pogoje, da to prostovoljno delo na naši strani lahko opravljamo. Zdaj v Gasilski zvezi Ormož, kot sem omenil, deluje 15 prostovoljnih gasilskih društev. Sam osebno ocenjujem, da smo, kaj se tiče opreme, dobro opremljeni, kaj se tiče članstva, da imamo zdravo članstvo, zadostno število članstvo in če hočemo naprej dobro sodelovati, seveda moramo to negovati, razvijati, izobraževati in pa tudi se opremljati naprej. Občine Ormož mislim, da smo ena
redka občin, ki imamo delovanje med Gasilsko zvezo in pa občino Ormož vzorno urejeno. Mi sprejmemo 5-letne programe, na podlagi teh 5-letnih programov se potem izdobavlja oprema, istočasno pa se obnavljajo gasilski domovi. Na drugi strani pa je pomembno to, da občina ta 5-letni program sprejme in tudi izpolnjuje svoje obveznosti. Tako tudi v letošnjem letu imamo predvideno kar nekaj nove opreme. Gasilsko vozilo v Ivankovcih je že bilo v letošnjem letu izdobavljeno, sicer je bilo to gasilsko vozilo predvideno, da bi prišlo že v preteklem letu, ampak glede na to, da so se podaljšali dobavni roki, je bilo izdobavljeno letos. Prav tako je v resnici predvideno, da pride v letošnjem letu gasilsko vozilo, ki bi prav tako moglo priti v preteklem letu v prostovoljnem gasilsko društvo Hermanci, pa bo avto prišel v letošnjem letu, ker smo toliko prej začeli z postopkom javnega naročanja. Po planu imamo tudi predvidene nabavo 4 potopne črpalke in pa prikolico, ki pa je tudi prišla v Cvetkovce. Tako da mislim, da naša društva opremljamo z opremo, ki jo potrebujemo in da bo potem tudi ta oprema uporabljena na intervencijah. Teda župan, da ne bi bil predolgi, praktično že bilo vse povedano glede višine. Pomembno mi je tudi to, da smo bili uslišani, da smo naš lanskoletni proračun praktično nadgradili za cirka 10%, kajti vemo, da so lansko leto cene na vseh področjih zrasle in če želimo ta nivo obdržati, pač to inflacijo, ki se je zgodila, moramo na nek način kompenzirati. Tako da se zahvaljujem za to razumevanje, za to dobro sodelovanje in v imenu vseh zagotavljam, da požarna varnost v Ormoži, na območju občine Ormož je na zelo visokem nivoju in da kot župan in pa občinska uprava lahko mirno spite, kajti veste, da imate 15 odličnih gasilskih društev, ki svoje delo odlično upravlja. V Gasilsko zvezo Ormož je vključenih 9 društev prve kategorije, 5 društev druge kategorije in 1 društvo četrte kategorije in je glede na število društev vključenih v Gasilsko zvezo druga največja gasilska zveza v Podravski regiji. S podpisano pogodbo se Gasilska zveza zavezuje, da bo izpolnjevala vse obveznosti in izvrševala pravice, ki so določene v sklenjeni pogodbi za opravljanje javne gasilske službe s občino Ormož. Pa smo podpisali, ne? V ponedeljek je Ormož obiskal veleposlanik Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, njegova ekscelenca Damjan Sedar. V sejni sobi občine Ormož sta ga sprejela župan Danijel Vrbnjak in direktorica občinske uprave Milena Debeljak. Namen obiska je iskanje možnosti za sodelovanje med državama, tako na gospodarskem kot turističnem, kulturnem in športnem področju. Srečanje je potekalo za zaprtimi vrati, a je veleposlanik po pogovorih pojasnil namen svojega obiska v Ormožu. Ta teden poteka na Brdu pri Kranju 26. posvet slovenske diplomacije. Zaradi tega sem tudi v Sloveniji. Kot veleposlanik v Bosni in Hercegovini mi je pomembno, da imam stik z lokalno ravnjo v Sloveniji, ne samo na matičnem koncu Koroška, na Koroškem, odkoder prihajam, ampak tudi drugje. Tako da danes sem v Ormožu. Povod za to je poprejšnje srečanje z gospodom Kiričem, ki je v Banja Luki opravil enkraten krst mošta, martinovanje. Drugače Ormož poznam že od prej, ampak danes smo se sestali z županom, zaradi tega, da se pogovorimo o možnostih za napredovanje sodelovanja Ormoža in Prlekije z
Bosno in Hercegovino. Geografska bližina je ena od primerjalnih prednosti. Obisk veleposlanika v Ormožu je sicer plod minulega sodelovanja Slovenije in Bosne na kulturnem področju, kjer se je uveljavil Peter Kirič, direktor Javnega zavoda za informiranje. In sodelujoči so že zdavnaj spoznali, da vino lahko tudi povezuje in da je osnova za mnoga nadaljnja sodelovanja. Drži, dobro ste si zapomnili mojo izjavo pred 2 letoma v Banja Luki. Vinska diplomacija je tudi eno od področij, ki jih razvijamo. Slovenija ima seveda ogromno za pokazati, posebej vinorodne pokrajine, ampak vsi dobro vemo, da je vino multiplikator, da dejansko vino zbližuje, odpira vrata in da je potem pri tem tudi kulinarika in vse ostale lepote, ki jih imate za ponuditi. Novih možnosti za prodor občine Ormož na različne sfere možnosti sodelovanja se župan Vrbnjak nikoli ne brani. Bomo izkoristili, drugače pa res danes smo navezali jaz mislim, da zelo pomemben kontakt, zelo pomemben stik. Odpirajo se zelo lepe možnosti na področju gospodarstva, na področju turizma, tudi bi rekel vinskega trga. Tako da tu imamo izjemne priložnosti, izjemen potencial in glede na današnji pogovor smo odprli to debato. V kratkem se tudi slišimo, na kakšen način bomo te aktivnosti zapeljali. Jaz mislim, da se bo ena taka zelo pomembna vez med našo občino in pa se pravi Bosno sigurno izoblikovala in s tem bomo navezali ene zelo pomembne kontakte, pomembne stike. Ja, res je, danes smo res počaščeni, da smo imeli tako oziroma imamo tako visok obisk, namreč veleposlanika Bosne in Hercegovine. Radi se povezujemo kot občina z raznimi partnerji, tako slovenskimi kot tudi tujimi in si želimo vsekakor razširiti to sodelovanje partnersko čez svoje meje in realizirati kak projekt na področju gospodarstva, turizma, dejansko spodbujanja tega našega vinskega turizma, prodaje vina in tako naprej. Tako da tu vidim velike možnosti sodelovanja in pa ne nazadnje tudi morebitnega črpanja tudi kakšnih nepovratnih sredstev. Sama imam že izkušnje tudi za eno občino iz Bosne in Hercegovine, občine Čapljina, tako da sem imela že priložnost spoznati in delati z ljudmi iz Bosne in Hercegovine. Verjetno je, da bo srečanje obrodilo sadove, kmalu se namreč delegacija iz Ormoža tudi že odpravlja v Bosno. Center za socialno delo Ormož se po novem nahaja na Ptujski cesti 8B in sicer v drugem nadstropju zgradbe, kjer se nahaja tudi Okrajno sodišče Ormož. Uradno odprtje novih prostorov je bilo minuli petek. Slovesnosti pa sta se poleg številnih gostov udeležila tudi direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje, magister Miran Kerin in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Center za socialno delo se je v nove prostore v drugo nadstropje na Ptujski cesti 8B, kjer deluje tudi Okrajno sodišče, preselil iz nekdanje zgradbe, ki je pripadala kmetijski zadrugi. Direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje pojasni, zakaj so se odločili za selitev iz dosedanjih prostorov v nove in kako je selitev potekala. Prostori so bili v bistvu primerni, ne moramo reči, da so bili neprimerni, vendar to stavba, se pravi, ki ima 2 nadstropja plus klet, kurilnica je bila doli v kleti. Se pravi, predno je prišla topla voda gor, centralna, recimo predno prišlo gor, so bile res velike izgube. Na drugi strani pa so recimo ženske so se tudi čutile
manj varne, da tako rečem. A veste, ker ljudje so zelo različni, so v stiski, to zastopiš. No. Lahko tudi kriminalnega ozadja, kaj pa vem, ne. V bistvu se marsikaj dogaja. Ne. In zdaj, ko smo se odločili, da bomo iskali primernejše prostore, so bile vse seveda za. Jaz kot direktor pa pozdravljam še posebej zaradi tega, ker je nekajkratnik stroškov po glavi zaposlenega Ormož, pa tu je bil v slabo Ormoža, no, da tako rečem. Ste na boljšem torej zdaj, ne samo po prostorih, ampak tudi cenovno. Ja, seveda, vsekakor. Zdaj, najemnina je sicer malo večja, ampak pogodba je sklenjena za 10 let za fiksno najemnino, tako da v bistvu smo zadovoljni, tako ali pa drugače. No. Predvsem pa zaposleni tukaj. Ja, morate jih vprašati, ampak koliko slišim, so zelo zadovoljni, ampak vse so že prej bile, ko smo recimo se odločevali in potem odločili za te prostore, so bile vse skozi zraven in so točno vedele in si že tudi gledali, kjero pisarno imela in se veselile. Ta selitev kakšne večje stroške pomenila? Ne, so naše ženske so same z možmi lepo to čez vikend in potem s svojimi otroci prestavili. Vidite pa, da to praktično ni daleč, ne? To je 50 metrov, tako da je to bilo upravljeno čez vikend, tako da ni se delo zaustavilo praktično nič. Težave sem imel, težave. Največ dogovarjanja je bilo z Telekomom pa z računalniško mrežo. To je bilo največ usklajevanj, ker eni ne bi to, eni in oni ne morejo tako dalje, tem pa iskati tisti datum, to je bilo mogoče najtežje od vsega. Z novimi prostori so dobili nekaj več kot 280 kvadratnih metrov, kjer je dovolj prostora za vse njihove dejavnosti. Ja, kot veste, smo prej domovali v prostorih na Ptujski cesti 12, kjer je sicer lepa, ampak stara stavba. Edini najemniki smo bili v tisti stavbi, tako da nas je zelo dosti stalo ogrevanje po zimi, ki pa se sedaj seveda tudi povečuje. Prav tako smo na srečo, bom rekla, 2017 pridobili novo zaposlitev, ki pa je nismo mogli umestiti, ker nismo imeli za njo pisarno, tako da je nekaj časa zdaj bila celo v sejni sobi, kar pa ni primerno za psihološko delo. Tako da smo z veseljem potem komaj čakali, da smo se lahko preselili v te prostore. Koliko vas je trenutno zaposlenih? Trenutno nas je zaposlenih 12 oziroma 11,5 po sistemizaciji, bi rekla, ker imamo eno sodelavko zaposleno za polovični delovni čas. Tribarnico v nove prostore sta simbolično prerezala direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje, magister Miran Kerin in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Ob robu slovesnosti je minister Luka Mesec spregovoril o predvideni reorganizaciji socialnih služb. Mi bi radi predvsem socialne službe pripeljali bliže ljudem, pa ne samo z odpiranjem novih prostorov, kot sem povedal v nagovoru na začetku. Prostori so samo pogoj. Bistveno pa je, kaj se v teh prostorih dogaja, kakšni so tukaj odnosi, kakšno je tukaj življenje. In stvar, ki bi jo mi radi na socialnem delu zares spremenili v letošnjem letu, je, da bi socialne delavce razbremenili tega, da ko pride nekdo na socialni center, niso oni tukaj samo zato, da izračunavajo, ali je upravičen do socialnih transferov, do katerih in v kakšnem znesku, ampak da se to delo pomakne čim bolj na stran in da se lahko socialni delavci začnejo ukvarjati z težavami ljudi. Ker ni dovolj, če nekdo ima težave v življenju, da mu damo socialni transfer, temu človeku je treba pomagati, podati roko in ga vključiti nazaj v družbo. To bi moral biti cilj in smisel socialnega dela in na tem bomo delali. Direktor Miran Kerin se strinja s predlaganim načinom dela socialnih služb, sploh pa, ker je stik s uporabniki na terenu osnova za nadaljne postopke. Težje pa bo terenski način dela uresničiti.
No, s takim številom zaposlenih sigurno ne. V bistvu ta reorganizacija, ki je bila pred 4 leti, je v bistvu šlo bolj za organizacijske spremembe. Ne pa toliko, da bi ljudje, uporabniki naši tukaj čutili, mogoče še kakšna stvar taka, da imamo še kaj več papirja za delo, ne? Mislim za delo, za obračati tako in za manj časa za človeka. Z temi spremembami, ki jih minister nakazuje, mislim, da se bo dalo kaj napraviti. Veste, ker v bistvu vsej socialni delavec, ko je šel še študirati, on ni mislil, da bo samo v pisarni na toplem, pa da nobenih problemov slišal pa tako dalje. Ne, se hoče iti na teren zaradi tega, ker hočejo videti. Na drugi strani so pa ljudje, ne recimo vsi, sploh tam, če imamo kakšen ukrep, ampak recimo ljudje, sploh starejši, da prideš in ga obiščeš na domu, to je izredno so hvaležni, to se odprejo in so gostoljubni in tako dalje, recimo za reševanje zadeve, in to bi bilo naše osnovno delo. Tisto poslanstvo socialne službe, ki je bila pred 40 leti, ta trenutek žal ni v ospredju in to me res žalosti. Direktor Centra za socialno delo Spodnje Podravje Miran Kerin je opozoril, da je ob upadu števila nezaposlenih opazno padlo število prejemnikov redne socialne pomoči. A je hkrati vse več tistih, ki kljub zaposlitvi zaradi nizke plače zaprosijo za izredno pomoč. Redne socialne pomoči so redni vir dohodka tudi številnim na Ormoškem. Sicer nekoliko manj, ampak zdaj v zadnjem času so se začeli pojavljati tudi tisti, ki so zaposleni pa prejemajo minimalno plačo in v bistvu lahko pridajo v cenzus prejemanja denarne socialne pomoči. Tako da ja, imamo tudi zdaj že na razliki denarne socialne pomoči kar nekaj družin, kjer sta mogoče 2 na minimalni plači pa prideta v cenzus, ja. Torej, absolutne številke ne znam povedati ta čas, ampak dejstvo je, da so nam recimo v zadnjih par let približno 10% padale redne socialne pomoči, ampak pri izrednih pomočeh se je pa dvigovale so se, ne. Se pravi, da ljudje tudi, če imajo svoj dohodek, v bistvu zaslužijo premalo za vse stroške, tekoče stroške, sploh recimo ob takrat, ko se nabavlja kurjava ali pa v začetku šole, enostavno to ne zdržijo njihovi prihodki in se potem obračajo na center. To so zaposleni, to so vsi, ko sta 2 partnerja zaposlena. Tudi takšne, ja, zdaj ne vem, v tem bi moral iti točno pogledati od spisa do spisa, ampak dejansko je tako, da tudi tam, kjer sta 2 minimalni plači, 2 otroka, vozijo se nekam na delo, recimo lahko tudi, ki ne dobijo vsaki mesec plačila, to so v bistvu, bi rekel, kar krute zadeve. Rešitve za takšno situacijo iščejo tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To bi bilo nujno. Zdaj zato je pa treba 2 stvari narediti. Prvo je v javnem sektorju prenoviti plačni sistem, mislim, tudi tam je še zmer, oziroma zdaj po novem, kar 25 razredov pod minimalno plačo. Po drugi strani je pa treba prenoviti plačne sisteme v zasebnem sektorju. To se lahko naredi s kolektivnimi pogodbami, tako se to dela povsod po Evropi. Pri nas praktičnih sklepanj novih kolektivnih pogodb ali pa prenavljanj starih nismo videli že 15-20 let. Tako da ena od naših prioritet je socialni dialog. Mi smo ga takoj, ko smo prevzeli ministrstvo, ponovno vzpostavili, prej je bil 14 mesecev mrtev. In zdaj se s socialnima partnerjema, se pravi z delodajalci in sindikati, dogovarjamo o tem, da bi šli v pogajanja o novem plačnem modelu, ki bi bila nekako sočasna s tem, ko premikamo stvari v javnem sektorju, in to bi bila podlaga za to, da nastanejo nove kolektivne pogodbe. Samo na tej bazi lahko oblikujemo nov dogovor o plačah v Sloveniji. Država pa nažalost lahko posega samo direktno, samo eno plačo in to je minimalna. Vse ostale plače se pa lahko dogovorijo samo na ravni delodajalci, sindikati. Da do teh dogovarjanj pride, je pa treba bilo vzpostaviti zaupanje. Jaz mislim, da smo tukaj precej trdih orehov v zadnjega pol leta, čeprav to še ni vidno strl, in da se
po pol leta pogovarjamo bistveno drugače, kot smo se prej, in da nastaja tukaj podlaga, temelj za to, da se gre v nove kolektivne dogovore po praktično 20 letih mirovanja. Se pravi, si lahko obetamo, da bodo tudi ljudje plačani, pošteno plačani za svoje delo in ne bo več treba na Rdeči križ po pomoč, potem ko oba starša pošteno delata. To je cilj tega. Na odprtju novih prostorov Centra za socialno delo so bili prisotni tudi župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, čeprav stroškov z novimi prostori niso imeli. Tu moram reči, da je kompletno država prevzela skupaj z CSD-jem, tako da občina nekih finančnih posledic pri tem ni imela, smo pa seveda zelo zadovoljni, da se širijo, delajo in pa da predvsem te, državne institucije ostajajo v naši občini, v naši upravni enoti. Bili smo že priča, da so v zadnjih letih se nekatere dejavnosti delile oziroma odselile na Ptuj, tako da dostopnost do vsega tega je vsekakor potrebna in smo zelo zadovoljni, da so tudi prostore, ki jim ustrezajo, našli in da to zadevo držijo v Ormožu. Čigavi pa so pravzaprav ti prostori, kdo je lastnik te stavbe? To je državno lastništvo, to se pravi, vemo, da delujejo tudi ostale institucije, bolj državne, tako da sicer je čisto smiselnost tudi, če gledamo malo iz logičnega razmišljanja, gre se za državno institucijo, gre se za zbir, se pravi, državnih institucij v zgradbi in prav je, da se te zadeve pokoristijo. No, nekaj socialnih transferjev seveda sprovaja tudi občina, v kakšnih recimo primerih? Ja, ko pride do neke izredne situacije, tudi izrednih, bi rekel, takšnih in drugih situacij, pa ne samo, da pride do kakšne naravne katastrofe ali do požara, ampak tudi ljudje se znajdejo z takšnimi in drugimi izzivi ob takšnih in drugih življenjskih pripetljajih, tako da mi imamo to, tudi prejšnja leta smo večkrat tudi ali preko Rdečega križa ali preko teh dobrodelnih humanitarnih organizacij tudi namenili določena sredstva, tudi kupovali določeni material, tudi takšne in druge dobrine, ki smo jih delili med same občanke in občane, tako da se tudi trudimo, da probamo nekako zajeziti krizo, ki nastaja na vseh stranih. No, v vsakem primeru torej občina nima nobene povezave, niti vpliva na delo socialne službe. Ne, moram pa povedati, da se pa angažiramo tudi pri nekaterih zaposlitvah in pa pokrivanju določenih področij. To se pravi, omogočamo preko javnih del, kjer jih financiramo vse tri občine, tudi določene zaposlitve, tako da to je tisti doprinos, bi rekel, občine, da mogoče na določenih fazah, kjer smo slabše pokriti, če lahko tako povem, probamo to preko se pravi občinskih sredstev nekako zagotoviti dodatne zaposlitve, da še tudi te področja boljše pokrijemo. V prostore Centra za socialno delo je tudi na novi lokaciji dostop možen z dvigalom. Delovni čas za stranke pa ostaja enak. O ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure. Ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 17. ure. Ter ob petkih od 8. do 12. ure. Občani občine Sveti Tomaž s statusom invalida so ustanovili Društvo invalidov. Verjamejo, da bodo združeni lažje poskrbeli zase in se skozi društvo tudi več družili. V bistvu so ustanovili klub bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo oziroma klub bolnikov po možganski kapi, v katerega pa se bodo lahko vključevali tudi ostali invalidi v občini in simpatizerji. Ja, rekel bi tako, prve vrste ne bolj zaradi tega, ker je do Ptuja precej daleč in je prevoz problem. Tu pri Tomaži pa je za prevoz lažje, pa tudi bolj se z domačini družimo, ker so zelo navdušeni domačini za to.
Koliko vas bo članov sedaj, koliko vas je zaenkrat? Zdaj trenutno nas bo 20, imamo pa še nekaj že, ki so pripravljene pristopnice izpolniti. Kaj imate v načrtu tako družno početi, recimo? Kaj boste delali, s čim se boste ukvarjali? Mi bomo se predvsem ukvarjali z raznim druženjem, pa s kakimi izleti, pa tudi predavanja bomo imeli razne pa terapevtke, da nas bodo malo naučile presedati, pa kaj take razne gibe, da nas bo lažje stalo. V Svetem Tomažu so ustanovili 26. klub bolnikov po možganski kapi v Sloveniji. Klubi na območju Slovenije delujejo znotraj združenja, ki je bilo ustanovljeno leta 1990. 6 let pozneje, leta 1996, pa se je registriralo v samostojno, prostovoljno in humanitarno združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, s sedežem v prostorih Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije v Ljubljani, ki deluje kot popoln suport klubom po Sloveniji. Kakorkoli se že dogaja, vidimo, da se vsi bolniki, invalidi na nek način trudijo, da pride do nekega čim boljšega načina dela, življenja. Pomembni so tukaj precejšnjega vloga tudi svojci in drugi, ki so pomemben faktor pri tem delu z bolniki in invalidi. Hkrati pa bi povedal, pa sem vesel tudi v tem, koliko imam pač poznanja, da se je tudi država kot taka potrudila in skuša v svoji finančnih zmožnosti ugotoviti določene sredstva za ostale invalide in bolnike. No, zdi se, da kar država torej poskrbi tudi finančno za invalide. Ste zadovoljni, kar se tega tiče? A veste, človek v bistvu pri svojem delu nikoli ni zadovoljen. Vedno bi radili več, boljše, intenzivneje. Tudi, bom rekel, vedno hočeš več in hočeš več. Je pa tako, moramo biti nekako zmirni in nekako najti načine do tiste mere, kamor pač gre. Vsak po svoje verjetno iščemo in najdemo neke cilje, ki jih imamo, včasih mogoče nam bolj uspe ali malo manj, vendar dolgoročno naprej pa vedno gre na bolje. Tudi vodstvo občine Sveti Tomaž ustanovitev takšnega kluba podpira. Ja, gledajte, to so vendarle ranljive skupine, na katere tudi lokalna skupnost kot takšna mora pogledati. Ko sem dobil informacijo, da se bo to ustanovilo tukaj pri Svetem Tomažu, sem vedno vesel. Namreč poskrbeti za ljudi, ki so bili tako ali drugače zaznamovani v svojem življenju, ki so, bi rekli, ovirani, kar se tiče mobilnosti, in se na tak način povezujejo, združujejo in skrbijo za to, da so še vedno vpeti v neko družbeno življenje, se mi zdi izredno pomembno. Zato mogoče na tem mestu res iskrena hvala, zahvala tistim, ki to organizirajo, ki so se bili pripravljeni izpostaviti in bodo danes pravzaprav gonilna sila tega, kar bomo ustanovili tukaj pri Svetem Tomažu. Res iskrena hvala. Kako jih občina misli podpirati, verjetno tudi finančno? Glejte, tako kot vse humanitarne organizacije bomo tudi to vsekakor podprli finančno, kolikor pa pač seveda v skladu z možnostmi. Tudi pa ne smemo pozabiti na prostorske možnosti, ki jih občina daje. Tukaj imamo kulturni dom, imamo športni park, imamo še kaj, kjer se bodo lahko udejstvovali različnih dogodkov. In kar je pa najbolj pomembno, pa se mi zdi, v kraju bodo sprejeti. Med nami bodo del naše zgodbe, mogoče danes precej zamolčani, v bodoče pa bolj odkriti, predvsem pa med ljudmi sprejeti. To se mi zdi bolj pomembno kot tistih nekaj evrov, ki jih bomo namenili. Tako da lokalna skupnost se veseli se njihovega povezovanja, predvsem pa se veselimo današnjega dne. Upam, da bo radil sadove in da bodo res naši invalidi, ki so
dali skozi marsikatero žalostno zgodbo, našli kanček veselja in upanja za svoje življenje. Na minulem ustanovnem občnem zboru kluba so izvolili tudi predsednika. To funkcijo bo opravljal Ivan Goričan, ki je tudi pobudnik za ustanovitev kluba v Svetem Tomažu. Za podpredsednico so izvolili Darjo Bratuša, za tajnico kluba pa Katjo Roze. Turistično društvo Podgorci je v soboto pripravilo 20. Vincekov pohod po okoliških gričih. Gre za tradicionalno prireditev, ki se je udeležijo mnogi od blizu in daleč. Letos je štarnino plačalo 150 pohodnikov. Kljub temu, da je v soboto na dan pred Vincekovim bilo vse naokrog veliko različnih pohodov, se je tudi letos v Podgorcih zbralo 150 pohodnikov, ki so se veselo odpravili na pot po okoliških gričih. Zbirati so se začeli ob 9. uri v kulturni dvorani v Podgorcih, kjer so plačali štartnino, obenem pa prejeli kozarec, ki ga je bilo treba vzeti s seboj. Ta je namreč še kako služil svojemu namenu na postojankah ob poti. So pa Vincekovi pohodi, kot je bilo videti in slišati, tudi priložnost, ko se srečujejo stari znanci, ki si imajo vedno veliko povedati. Čeprav je letos med pohodniki bilo tudi kar nekaj novih obrazov. V bistvu je med zbranimi bilo malo domačinov, več jih je bilo od drugod. Organizirano so se na pohod pripeljali iz Črne na Koroškem, iz Slovenskih Konjic in iz Lovrenca na Pohorju. Prva postojanka je bila pri vinogradniku Jožu Cvetku na Cvetkovskem bregu. Nekoliko daljša pa potem v Strjancih pri vinogradniku Francu Cajnku, ko je bil že čas za malico. Da je malica še bolj teknila, je pohodnikom v pozdrav zapela skupina ljudskih pevk iz Podlehnika, v kateri nedolgo nazaj sodelujeta tudi 2 domačinki. V vinogradu pa so se že zbrali rezači. Z Vincekovim se namreč po tradiciji lahko začne res trte. Če bi malo škorje namazali pred. Škorje namazati, tako ja. Kanalija, da mi je naša več kot pol dvim vlela. Dober dan. Bog daj. Pa ste prišli? Ja, mi smo prišli po mnogi vire, veš. Postopi, da se zdaj mi prišel. Ja, Mastoro, bilo meni koji je bilo... Ja, vse vem, kaj Mastoro, vse vem tu, ja, vse vem, ja. Nisi mi namazal škorje? Jaz sem namazal, ja, teko še imam za tebe. Kako rezali? Kjer je že bil na predavanju? Za letošnjo leto opet kaj na novo reže ali je postoren? Ja, na novo nič kaj dosta. Samo tisti predavatelj je rekel tak, rekel, da boš trso breza mora tak zgledati, kakav dogreš od frizera. Lepo zrihtani, spucane, ni samo tako. Kdo bo da je doj vloča?
tisti, ker je ne vejo rezati. Aha, Ja. jaz sem za enega že čuja. Ja. Ja, mora Vlado se priporoča. A, Vlado, Ja. Vlado, ki gre te okrat mimo, Saša No. prav, da je naredil, je potegnil. Eno doj pa eno gor, dvi da potegno. Pa mu lahko zračunaš koliko dni, da moga hoditi. Kaj Tina? Jezus, Janko, ti si ali loni boj Bogu vreda. Ta seveda, ko snega manjša. Kaj Tina, kak že tisti pregovori pravijo, čakaj. Kad je zoš lahko že obara. Kak je din dubšek, Aha. kak golub zine, tak se zlaže, ne? Ja, to vemo, ja. Ne. Keko kot zevne teka za že den dug še po Vincekove, ne? A tak, ja. Ja, tako je tudi na dan Vincekovega pohoda že bil dan nekoliko daljši. Po šaljivem prikazu reza vinske trte so rezači posegli po zasluženi malici in seveda veselo nazdravili novi letini. In ob pesmi pevk so pohodniki kmalu spet krenili na pot. Naslednja postaja je bila na Bresnici pri gasilskem domu, kjer sta za žejne poskrbela vinogradnika Terezija in Martin Kukove. Sicer pa nihče ni ostal žejen niti v nadaljevanju poti. Ustavili so se še na predslavi na vinogradniški kmetiji Lidije in Marjana Žvegla. Za konec pa še pri vinogradniku Mirku Horvatu, prav tako na predslavi, kjer je predsednica turističnega društva in tudi predsednica krajevne skupnosti Podgorci navedla svoje prve vtise. 20. Vincekov pohod je bil zelo vreden, zato ker se je zbralo 150 pohodnikov cele Slovenije. Vreme je tudi zdržalo, sicer zdaj gremo proti konci, smo na zadnje Postojanke, je začelo malo snežiti, se vračamo v Vrano, tam bomo pojeli še kislo živo, pa malo porajali, pa je odhod domov. In kaj pravijo pohodniki, so zadovoljni? Pohodniki so zelo zadovoljni z našim krajem, so radi, ki čujejo našo besedo, da ne govorimo, ne gogočimo po našem, to jih najbolj veseli in zelo dobro se počutijo v toti našem pohodi. Na Vincekov pohod, ki ga organizira turistično društvo Podgorci, se hodi že od nekdaj. Tradicija ostaja, a je zelo odvisna od vremena. Lepše je vreme, več pohodnikov se zbere. Pot je dolga 10 kilometrov, kar pa ni predstavljalo problema letošnjemu najstarejšemu pohodniku, ki je štel 87 let. In tako je to še zadnja oddaja v mesecu januarju novega leta. Naslednja bo že v februarju. Čas se ne ustavi, dogodki pa ubirajo svoje poti. Vidimo se čez teden dni, ta čas pa vam želimo vse dobro, tako da srečno do prihodnjič.